Tiffany Sus iz Francije. Lucija Čermakova je imela -4. Sicer skupno na 70. mestu. Ja, Lucija bi danes znala igrati nekje okoli -6, -5, kajti na zadnjih dveh luknjah je sposobna še narediti birdija in pridobiti kakšno dodatno mesto. Ampak vse punce so tukaj z ogromno izkušnjami. Odličen udarec iz distance. Tomaž Bartko. Še zadnja priprava. Udarec v razdalji nekaj metrov in to ni bila prevelika težava. Medtem pa se znova selimo k Blažu Magriču. Ob meni je domači predstavnik Ijan Emeršič. Ijan, Gaj Rosič ni bil zadovoljen z današnjo predstavo. Kakšen pa je vaš odziv po tej zadnji 18. luknji? Ja, približno enako kot od Gaja. Vračam se po poškodbi. Danes je bilo za mene zelo težko na igrišču. Nisem imel pravega ritma, tudi nekako ni bilo te koncentracije, noga ni bila pravilna in žal ni šlo tako, kot bi si želel. Vse v tej zadnji fazi igre, v teh zadnjih minutah pa tudi kar precej vetra, kar pa je še dodatna težava. Ja, sicer veter piha tukaj v hrbet, tako da je mogoče v nekaterih momentih celo prednost, ampak seveda pri zaključnih udarcih je to lahko velikega pomena in nekaj takih udarcev sem danes zgrešil, tako da lahko sem nezadovoljen sam sabo oziroma na sebe, zelo jezen, ampak tak je futgolf. Enkrat tako, drugič boljše in naslednjič bo verjetno boljše. Kljub temu, da rezultatsko niste zadovoljni, pa ste verjetno lahko dobre volje, da na vaš domač turnir, v vaše domače okolje pride toliko tekmovalcev tudi iz tujine. Priznanje konec koncev za vas, ki tu ustvarjate, pa za vse organizatorje. Tako je, definitivno niti moja pričakovanja na tem turnirju niso morala biti zaradi poškodbe takšna, ampak kar se tiče celotnega turnirja, vidimo konkurenčnost na najvišjem nivoju, tudi naši fantje zelo dobro. Zdaj, če pogledamo Skore, Krajnc, Uroš, Novak, Dejan, vsi konkurirajo še za visoka mesta, tako da se že veselimo gleda finala in pa upam, da naslednjič tudi jaz med njimi. Tudi mi upamo. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Hvala. Ogromno optimizma in kako bi tudi bilo drugače, seveda se vsi strinjamo s povedanim, medtem ko se znova selimo na tekmovališče. Kot smo že dejali, počasi vstopamo v finale pravzaprav tega tekmovalnega dne, torej zadnjega tekmovalnega dne. Daleč od tega, da v minulih dveh ni bilo zanimivo tu na Ptuju, je pa to vse, Matija, vedno tudi priložnost za druženje izvan zelenic, za na nek način naslavljanje takšnih in drugačnih tem med tekmovalci, tekmovalkami in vsemi, ki so in ste deležniki v tej športni panogi. Ja, res je. Enostavno, določeni igralci prihajajo na Ptuj, vkolikor je tekma sobota, nedelja že v četrtek. Poznajo že več ali manj celotno gostinsko ponudbo. Ki na Štajerskem ni zanemarljiva. Ptujske terme znajo se razvajati tukaj pri nas, kajti vemo, da Ptujsko igrišče resnično ima to prednost, da lahko dobesedno peš pridajo v 10-15 minutah od golf igrišča, Grand Hotela Primus in vseh ostalih turističnih ponudnikov. To je naša velika prednost in ko smo se na Ptuju odločali ali ja ali ne, smo rekli ja. Ja, zaradi tega, kajti vemo, da bomo na področju turizma naredili določene premike. Malo prej sem govoril o teh treh stebrih, ki so pomembni za lokalno prebivalstvo, tekmovalni del in potem tudi povezovanje preko tega gospodarskega segmenta, ki je zelo pomembno tudi na področju samega golfa. Zelo pomembno pa je predvsem to, da enostavno domačini so akceptirali, da so nas na golfovem igrišču tudi sprejeli in da skupaj delamo tovrstne mednarodne dogodke.
Pa saj smo v Sloveniji že tako ali tako dolgo znani po tem, da znamo organizirati dobre športne prireditve. Absolutno se strinjam. Potem smo videli nekaj zanimivih udarcev pri ženskah, v ženski konkurenci, kjer bo prav tako napeto do samega konca. Zelo dober udarec Silvije Zahradničkove iz Slovaške, iz zelo priznanega kluba Skalica, kjer je Jan Holič glavni protagonist vsega tega, eden izmed najboljših organiziranih turnirjev v Evropi. In te 4 punce danes so spet dokazali en vrhunski futgolf in ogromno futgolfističnega znanja. Punce so tudi aktivne nogometašice. Lucija Čermakova nastopa za barve bratislavskega Slovana. Na udarcu je Tiffany Sus. Zelo dober udarec. Tu je pomembno, da enostavno žoga gre preko teh 2 bunkerjev oziroma peskovnikov in da imaš čim lažjo pot do zaključnega udarca, in to bi znal biti zelo dober zaključek z 2 udarcema. Kot smo dejali, še nekaj slovenskih želez v ognju, predvsem tu mislimo na Uroša Krajnca pa Dejana Novaka. Damjan Turk prav tako še ni sklenil z današnjim tekmovanjem. Damjan Turk, sicer predsednik Slovenske futgolf zveze, ki pa je več kot samo udeleženec tudi današnjega tekmovalnega dne. Spremljamo dogajanje na luknji številka 16, 114 metrov je dolga ta luknja in počasi se tekmovalci oziroma člani te skupine, tega flajta, ki je na luknji številka 16, tudi že bližajo koncu današnjega tekmovalnega dne. Denis Mlekuš iz futgolf kluba Posočje Bovec. Bravo, odlično. Prekaljen borec, eden izmed prvih futgolfistov v Sloveniji, zelo dober prijatelj in človek, na katerega lahko Slovenija dolgoročno zelo, zelo računa. To je bil odličen strel. Njegov naslednik pa prav tako zelo uspešen, žoga je še drugič zapored v luknji. Tako, to je bil Nicolas Garcia, prav tako Argentinec, star prijatelj Ptuja in Slovenije, ki vedno znova prihaja sem, in moram povedati, da je tudi eden izmed najboljših vplivnežev na internetu, na Instagramu in pa na Facebooku, kjer je zelo prisoten, in resnično je fajn gledati njegove poste na vseh teh kanalih, kajti enostavno zna pohvaliti Slovenijo in zgodbo futgolfa. Tiffany Sus pri zaključnem udarcu na luknji številka 17. Ena od bolj razpoloženih tekmovalk danes. To je zahteven udarec, kajti pomembno je najti pravo linijo, malce desno v breg. Naslednja je Dora Kuhta iz Madžarske, prav tako mlada punca, ki dokazuje, da je pomembno računati na njo v prihodnosti. Obe zadnji luknji sta par 3 in tukaj je tudi opcija, da se igra z 2 udarcema, kar zelo, zelo vpliva na končni rezultat. Ja, lahko se naredi velika razlika, bodi si v tvojo škodo, bodi si v tvojo korist. Res je. Lucija Čermakova pri zadnjem udarcu. Udarci nekaj metrov dolžine,
ravno toliko, da osredotočenost ne sme popustiti. To je zelo, zelo pomembno. Luciji je uspelo, ona je izredno dobro prenaša pritisk in za svojo eleganco navdušuje tudi moško populacijo. Vsekakor. Še naprej piha na Ptuju, zdaj ne tako zelo, da bi to veliko vplivalo na udarce tekmovalcev in tekmovalk, vseeno pa jim morda še malce prija za voljo kar visoke temperature danes v najstarejšem slovenskem mestu. Tako približuje se flight, v katerem so Dejan Novak, Bence Bačkaj, Gabor Simoni in pa Turk Damjan. Izjemno kvalitetni igralci. Bence Bačkaj je lanskoletni zmagovalec ptujskega turnirja. Pa tudi zmagovalec, zdi se mi, majorja na Slovaškem. Točno, eden izmed vrhunskih igralcev, ki ima nogo izjemno. Za zadnje udarce je pravi strup. Z odlično popotnico je prišel torej na Ptuj, na Štajersko. Bomo pa seveda v tem flightu pozorni tudi na preostale tekmovalce. Smo na luknji številka 13, ena izmed najdaljših lukenj. Vsi imajo dobro pozicijo. Damjan Turk, ali bo šla noter? Malenkost je sfalilo. Ta luknja par 5. Damjan bo zaključil verjetno z 5 udarci. Na tej luknji se da igrati tudi 4, ampak je pomembno se lotiti pravilno tega peskovnika, ki ga na drugi strani sedaj sicer ne vidimo. Ogromno pasti skrivajo luknje, ta še posebej. Ogromno kakovostnih posameznikov se danes bori za najvišja mesta, med drugim tudi drugovrščeni iz prejšnjega majorja, Josef Nemec, Čeh. Dejan Novak pri zaključnem udarcu. Ja, ni enostavno. Enostavno vse oči so oprte vate in resnično je potrebno zbrati pravo mero. Odlično, bravo Dejan, gremo naprej. Želimo si slovenske zmage na Slovenian Foot Golf Open na Ptuju. Ja, precej lepše od tega pa res ne bi šlo danes tu na Ptuju. Zdržal je pritisk in Novak torej spravil žogo v luknjo. Luknja številka 16, 114 metrov je dolga. Ja, to je ena izmed luk, na kateri se da igrati -1. Zaključni udarci pri ženskah. Zelo dober udarec. Tu ni bilo daleč od uspeha, ampak dobro izhodišče za naprej. Kot sva dejala z Matijo že uvodoma, je Ptuj po tej foot golf plati zelo enakovreden z nekaterimi ogromnimi evropskimi in svetovnimi mesti, kjer potekajo podobni dogodki, kot so Peking, Orlando, Cancun, Le Mans, Antalya, Bratislava, Maastricht in tako naprej in tako naprej. Bodi si govorimo o seriji 500, torej o turnirju, kakršnega spremljamo danes, bodi si tudi v višjih serijah, torej 1000, 1500. Vse to so zelo razvita mesta, razviti turnirji. Ja, res je, ampak enostavno